imam za vas pravzaprav same lepe novice. Enkrat za spremembo. Tudi Anja ima končno nekaj od Aidinega silnega bogatstva. Dobila je nov avto, Aida pa nazaj svojo tajnico. Avto je to, a je moj? Ja, tvoj avto je, ne? Moj avto. Tvoj, ja? A moj avto ni, moj, čisto moj avto. Tina, kdo bi si mislil, se je začela ukvarjati z jogo za nosečnice in to skupaj z Mojco. Drage bodoče mamice, lepo pozdravljene na prvi seansi joge za nosečnice v novem salonu pri Mojci. Rado pa se je rade vole pustil zapeljati Nancy Fancy. Rado, če si mačo pravi, me zagrabi. Ni blema, baby! Tudi manici se pretakajo ljubezenski sokovi. Noro je namreč zaljubljena v gospoda Miladina. A se ljubosumne, če sem jaz zaljubljena? Kaj? Jimmy Bonnie pa očitno neki naklepa s Piko Božič. Le kaj? Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Zgleda, da jo pozna in verjetno ga bo obiskala. Komi čakam. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, dosta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, dosta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Jimmy, Pika! Zdravo, zdravo. kako si? Joj, mama mia, te nisem videl že celo večnost. Daj obrni se. Kako si seksi, vedno bolj. In ti skozi iste komplimente, talaš. Tudi si dobro zgledaš, ni kaj? Ista stara Pika, lagat pa ne znaš. Kako si? Pika. Nisem v redu, veš. Čista beda. Povej, Jimmy, kaj te muči? Povej, stari prijateljci. Pika moja zlata. Ful sem vesel, da si vedno vzameš čas za svojega starega prijatelja. Dej, sice tukaj. Pika, jaz sem tako sesut. Vidim. Čisto sem na tleh. Totalna depra, ti rečem. Veš, kaj ti jaz povem? Tole je pa zihar nekaj v zvezi z ljubeznijo. Če pa ti v depri, pa so pa zihar problemi. Točen tako. Ljubezen, ljubezen. Rado, moj Rado. Ljubezen mojega življenja me je zapustila. Veš, kaj najhujš prav vsemu skupaj? To, da mi ga je izpeljala moja kolegica Nancy. Mrha. Veš kaj, jaz vem, da zdaj le boli, no. Samo za vsakim avtobusom se nov pripelje, tako da tudi zdaj se bo, no, skrb, Jimmy. Ma vem, Pikice moja, kaj mi ti hočeš povedati, ampak to ni isto. Če bi ti videla Radota, viš, to
to je dedec in pol. Lep je, pa pameten, pa ti bi mogla videti njegove lase, veš, goste lase, pa duhovit, pa pravi mačo, ej. In potem mi ga spele una koza od Nancy. Ampak Jimmy Boni ji bo vrnil milo za drago. No, Jimmy, lej. Ne smeš slabega vračati, to si zapomnil? Ne, Pika, ne, daj nekaj, ne, se nisem tako mislil. Ne, daj, usedi se še. Čakaj. Kako si zdaj to Ti bom razložil, počakaj. Lej, Pika, ti si moja najboljša prijateljica, je tako? Je res je? In zato bi te jaz prosil za eno uslugo. Povej. Pika, jaz bi rad, da ti zapelješ Radota. Kar ne bo težko, ne? Rado bo pa tudi tate padel. In Nancy, moja draga kolegica, si bo lepo obrisala pod noskom. Kaj misliš? Ajde. Za stare variatle vse. Čeprav mi ne diši tole preveč, veš, da ne boš mislil. Tole bi sam kakšna igra, pa to, da ne bo zdaj to tako resno vse. Pika, normalno, samo igra. Vse, kar moraš narediti, je to, da ga ful zmešaš in to pred Nancy. Se veš, malo zredko pomigati, očke, ustnice malo, pa vse to ti znaš, kaj ti bom govoril tukaj. No, sej veš kaj, ne skrb, Jimmy. Veš kaj, veliko smo že skozi dala, pa tudi eno Nancy bova komot upravila. Pikica moja, bravo, hvala ti, joj. Takole, zdaj, ko smo takole lepo skupaj zbrani, se lahko iskreno pogovorimo o naših in vaših težavah. Prosim vas za odkritost, odprtost in resnico. Le tako bomo dosegli svoj cilj. Vsak naj pri sebi razmisli, kaj ni naredil za svojo družino, pa bi lahko. Malo razmislite, potem pa naj spregovori, kdor želi. No, bom kar jaz kot glava družine spregovoril, če dovolite. Jože, kar na dan z besedo. Res je, da nisem popoln. Sej, kdo pa je? Ampak vsem sem se trudil po svojih najboljših močeh. Bil sem družini dober, odgovoren družinski mož in oče. No, res mi to ni najbolj uspevalo. Delal sem tudi napake, priznam. Ampak družini sem dal zelo velik ljubezni, varnosti, skrbel za proračun, bil dober vzgled. Jaz tega ne zdržim več, res ne. To je sam blef, navaden blef. Maja, pomir se. Pusti očil, da pove do konca. Mami, kaj se delaš fino? Zdaj, ko je čas, da se pove resnica, on tle blefira, pa govori neke pravljice, pa se sam hvali. Used se. Gospod župnik je rekel, da moramo biti iskreni, da moramo iskreno povedati, kaj nas muči. Ti pa govoriš nekaj čist drugega. Otroka moja, lepo vaju prosim. Daj bota malo bolj potrpežljiva. Veš kaj, jaz ne bom nič... Nisem povedala do konca, Maja. To niso lahke zadeve. Si končala? Ja. Jaz nisem nič več potrpežljiva. Ti si bila preveč potrpežljiva. To je vse tvoja napaka, mami, da veš. Če bi mu mal prej, pa mal bolj zatežila, sploh teh čudnih seans ne bi bilo. Maja. Ja, res je. Čist res je. Ti, Jimmy, kje pa sta Rado pa Nancy? Tole lahko celo večnost traja, cel dan. Jaz nimam toliko časa, da jih čakati tukaj. Ne, Pika, se boste takoj nazaj. Ste šla samo na eno pijačko, no. No. Pa povej, kakšen je zdaj načrt? Aha, točen. Čakaj, ti bom razložil. Lej, Nancy pa Rado pridete v salon. Ja. Jaz se bom pa skril tukaj v kamero, okej? Okej. Ti se pa delaj, kakor da čakaš striženje ali pa friziranje pa tako, ne? In potem takoj zateš Rado tu. Takoj ga začni pecati. Pa bo šlo to? In podhol tako rock'n'roll, veš? To bova videla, jaz upam, da nama bo ratal. Viš, da bo.
A sva ali nisva? Ja, sva. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Stokrat. Ja, seveda. Naprej. Joj, poglej, če je človek zaljubljen, sploh ne ve, kje se ga glava drži. Kaj pa je, Manica, no? Ja, kruh sem pozabila kupiti, poglej, no. Nič hudega, bom jaz to zrihtal, no. Ne. Ljubček moj, jaz sem kriva, pa grem jaz kupiti. Ti me pa lepo v salonu počakaj, ljubezen moja. Pa hitro pridi nazaj, ker te pogrešam vsako minuto, ko te ni. Dej, no. Golubice moja. Manica. Ja? Manica, denarnico. Ja, seveda, ti pa tole vzem. Adijo. Adijo. Dobar dan, želim. Kdor čaka, pa res dočaka. Ste pa res delac in pol. Oprostite, je li to meni? Je tebi, komu pa? Sem benga drugega ni. Se sva sama. Pa prav neca nova vikala, kar tikala se bova. Mislim, jer se mi mogoče poznala? Kako krasno dišiš. Nemogoče se vam je priti, nemogoče. Veste, jaz tega ne razumem. Ja, mislim, da je to neka napačna greška. Je. Ne, ker sprosti se in uživaj. Ja, bom. In gremo zopet počasen vdih in izdih. In še vdih in izdih. Odlično nam gre. Vdih. Predstavljajte si, da z vsakim vdihom vsrkate vase vesoljno, božansko energijo. To vam bo pomagalo med nosečnostjo, še posebej pa med rojevanjem, ko vam bo lajšalo bolečine. Dihanje je vir življenja. Vdih, izdih. Odlično, kar nadaljujte. Tina, prosim, da prevzameš. Jaz bom posvetila vsako nosečnico posebej. Hvala. Jaz mislim, da je glavni problem naše družine, kako ironično, denar. Ja, ko ga ni bilo, smo bili ena zdrava, srečna družina, ki ni imela veliko, ampak imeli smo zadost. Ja. Ko smo bili revni, znali smo si prisluhniti, znali smo se čutiti, znali smo se pogovoriti, iskreno pogovoriti. Vse težave smo reševali skupaj. Denar pa je iz nas naredil egoistične, vase zagledane, sebične, nečuteče ljudi, ki hodijo drug mimo druga. Oprosti, Efi, oprosti, tle te moram popraviti. Res, da nas denar ni osrečil, nasprotno. Ampak v neiskrenosti mi ne govor. Jaz sem še zdaj popolnoma iskren. Jaz vse povem tako, kot mislim. Vse po resnici. Je tako, Rozi? Oprostite mi, da se vmešavam v vaše družinske zadeve, ampak vidim, da to ne pelje nikamor. Mislim, da je zdaj treba res dati vse karte na mizo
se odkrito pogovoriti in reči Bobu Bob. Če dovolite, gospod župnik, bi tudi jaz povedala, kako stvari stojijo. O, Rozi, dobra in poštena Rozi, najraje bi jo kar objela. Tako tiho in skromno je čakala v kotu kot miška. Zdaj bo pa naredila red. V pravem trenutku, na pravem mestu. Dejmo, Rozi. Ja, paste, pozor, luč, Milan, luč damo na sceno, maska, kostum, otroci, paste, smo pripravljeni. Jaz sem Čura, je prinesla. vse pod kontrolo. Jaz sem prinesla, bo kdo kavico, piškotke? Anja, še ne, Manjo, ne, zdaj. Ne bom, če bo kdo hotel, bom tle pustila, prav? Kdo je to srali na mizo, dajte ga dol, lepo prosim. Jaz se upravičujem. Janez, dajmo čokolade gor. Bom tja nesla, kar prav? Janez, rekvizit, prosim te. Ja, najbolj. Gremo van, Pozor, malo se zbermo, prosim, gremo tako kot zares. Pozor, vsi, ki nimate kaj na steni. prosim vas. Gremo van, Barbie. Prosim, smo vsi pripravljeni. Ja, gospod Francel, gremo za kamero, prosim vas. Tako je. Ok, pripravljeni? Izvoli, Boštjan, lahko snemamo? Smo pripravljeni in gremo. In, ton, kamera, prvič in akcija. Tako. Ampak, veš, ali ja ne vem, da li tega zmorem. A zmorem? Ja, kaj se pa vedno gresta? Ja, lepo te prosim, ti boš pa moja stranka trgal. Počakaj, mamice, počakaj, prosim te. To uopšte nije to, što ti misliš da je to. Ja, jaz nič ne mislim. Miladin, jaz vidim. Brez panike, prosim, brez panike, vse v redu, Miladin, vse v redu, Manči, brez panike, prosim. Vse je v redu, tvoj Miladin ni nič kriv. Ja, počeli oni pol, pa tale gospodič. Ne, Manči, ne, tudi Pika nima nič pri temu. Ja, kaj pa pol? Jaz sem vse naštimal in jaz sem kriv za to. Kako? A ti? Jaz, Manči. Pika je bila samo vaba za mojega Radota. Kaj? Ja. Nen si je speljala mojega Radota in mene je to tako prizadel, da sem se hotel tej ušivi Nensi maščevati. Pol sem pa povabil svojo prijateljico Piko, če ga lahko zapelje. Čakaj malo, Jimmy. A tole ni Rado. Ja, kakšen Rado? To je moj Miladin. Jeste, jaz sem njen Miladin. Jaz se opravičujem, res. Poslušajte, pa i nije bilo tako hudo. Fajn je bilo. Ti bom jaz že dala, Miladin. Ne, pa hec mora biti, jeli? No, v glavnem, vse tako, kaj je. Ampak mi lahko še vedno načrt speljamo do konca, kaj pravite? Jaz seveda Pika, dajmo. Ja, A smo za to? Jaz sem za. Dajmo. No, daj. Kom. Oj, torej, vi ste ta razopita Pika Božič, jaz sem pa Manica. Ja, me veseli. Manči. Ja, me veseli. Ja sam, mi smo se do duše upoznali. Ja, že dobro, Ja ja. sam Miladin. Hej, kar pejšč sran, da tebe ni Božiča. Vas sem pa slišala pet, moram reči, da kar dobro pojete. Res je, zato sem vas slišala, da ste fajn frizerka. Hvala. Pa še neki. Ko sem bila jaz mlada, si imela še večje, pa glih tako lepe. Težave, ki pestijo družino Bogataj, so res hude. To so resni problemi. In ljudje božji, nikar ne tiščimo glave v pesek. Treba je pogledati resnici v oči, se spopasti z vsem, pa naj bo še tako hudo in boleče. Dejstvo je, in to veš tudi ti, moj dragi Jože, da piješ,
da kadiš, da si hudo zanemaril svojo družino in da si varal svojo ženo. Tudi ti, Štefka moja, si postala, odkar ste obogateli, preveč zahtevna, ambiciozna. Začela si pozabljati na svojo družino. Važna ti je bila samo še služba. A veš, nisi si vzela časa, da bi prisluhnila težavam svojih otrok. Važno ti je bilo samo to, kar je tebe težilo, samo tvoji problemi. Tudi vidva, Janez in Maja, draga moja, ljuba moja, sta svoje starše samo obsojala, obenem pa izkoriščala njihov denar. Ti, Janez, si celo zabredel v svet droge, kar je strašno in kar je najhujši udarec družini. Ne vem, mogoče se motim, ampak mislim, da se bodo stvari spremenile šele takrat, ko bo vsak priznal svoje napake in se zaradi ljubezni do sebe in do drugih začel spreminjati na boljše. Ima zdaj kdo še kaj zapovedati? Res je. Besede naše Rozi so me prepričale. Mi dale moč in spodbudo, da grem do konca. Vse, kar je povedala Rozi, drži. Priznam in obžalujem. Upam, da se bo še dal popraviti, kar se da. Ampak nekaj je, kar ne ve noben. Niti moja žena ne. In ravno to je leglo vsega hudega. In ravno to bi vam rad zdaj povedal. Vam moram povedati. Takole se bo vse malo počasale, a ne? Ej, evo nas nazaj. No, se je bil že skrajni čas, ne vem, kje je toliko časa hodita. Pa se ne morem verjeti. Pa se ne morem verjeti. Ja, da ima nica nas goni kot prasce vedno. Pa kaj, ne to? Kaj to mene briga? Jaz ne morem verjeti. Ali to res, ali se meni sanja, da je tole Božič. Pika Božič. Ja, Rado, no, daj prevzem tolo gospodično. Ne, Manica, daj bom jaz prevzela gospodično. Vse veš, da imam več izkušenj kot Rado. Da veš! Pusti men, kaj ne zapoštimat. Kako bova, gospodična? Ja, ne vem. Treba malo lasišču zmasirati. Pa če imate malo časa, mi lahko še malo ramce zmasiraš. Z veseljem, mislim, čas je, pa ne morem verjeti, no, zdaj ne morem verjeti, da koga sem jaz zdaj dotikal, no, tlele. Mislim, kaj da bi izpravljali, kaj bi vas dedek malo spodnesel, no. Ampak vsi ste ta prava Pika Božič, ne? Sem. Ti spa Rado, ne? A vi mene poznate? A vi veste, kdo sem jaz? Kdo pa tebe ne pozna? Tak, ta prav moški. Seksi mačo, kamerkatori. Take močne roke. Zato sem pa prišla sem. Ja, pa kad začniva, ne? Jaz sem Tarzan, ki pika. Ona ni zaljubljena, ona se le z njim igra, ona je pokvarjena, za ta svet ustvarjena. Ona ni zaljubljena, ona se le z njim igra. Tole s Piko je pa res navaden šok. Pa ne sem za Radota, tudi za Nancy. Ampak tole z mojim fotrom je pa tudi strogo zaupna skrivnost. Me prav zanima, kaj bo povedal. Občutek imam, da nas čaka še en velik šok. Upam, da ni kaj novega, kar niti jaz ne vem.
Vidite, in tako sva se s Korenom spustila v te nečedne posle. Niti miselci nisva mogla, da bo to pripeljalo tako daleč. Ko pa človek enkrat opravka z mafijo, je nemogoče izstopiti. Pritiski so bili vsak dan večji, tako z ene kot z druge strani. Še hujš pa je bilo, ko so Korena zaprli. Takrat je mafija mene pritisnila v sit. Šlo je za življenje, smrt? Zakaj nisi nič rekel? Viš, to me je težil. In zato mogoče pijača, cigareti. Ampak temu bomo mi naredili konc. Mi bomo to mafijo razkrinkali. In ko bo delo uspešno upravljeno, obljubim, vam bom spet dober oče in mož. Prenehal bom pit, kadit. Skratka, spet bom tako, kot bi moral biti. Tako. To sem malo povedal. Bravo, oče. Tako se to dela, evo, ful sem ponosen na te, bravo. Bravo. Hvala, Sine, hvala. Oči, držimo pesti, a ne razvija. Prost mi, Jože. Nisem vedela. Jože, če dovolite, čutim se dolžnega. Pa tudi želim si vam pomagati razkrinkati mafijo. S skupnimi močmi bi lažje zmogli. Kaj, vi bi nam pomagali pri razkrinkavanju mafije? Ampak vi morate vedeti, da mafija ne pozna izreka, če te kdo udar po levom ulicu, nastavimo še desnega. Vem. Oko za oko, zob za zob. Še hujš. Oko za dve očesi, zob za dva zoba. S to nezahtevno vajo bomo obdržali lepe čvrste noge. In kar gremo. In. 1, 2, 3, 4, pa dol, pa gor in še enkrat dol in gor. Pa je šlo, a ne? Tako, zdaj se pa malo nadihajmo, ker sledijo še ene vaje z našimi možmi. Mojca, a si končala? No, super. Jaz bom tudi skupaj z vami telovadila z mojim Gorazdom. Gorazd, pridi! Pa kako misli se? Gorazd. Znam iz tega. Aj, ne znaš, prid sem. No, Gorazda je sram, veste, ampak ko sva skupaj sama doma, vedno skup telovadva, ne, Gorazd? Ja. Ja, no tako, zdaj pa kar, fantje, stopite za svojo partnerko in ji boste počasi z občutkom potiskali glavo proti trebuhu, pa nazaj, tako da si raztegnemo vratne mišice in nazaj. Ta vaja bo zelo prav prišla, ko bo vaša partnerka v fazi potiskanja, če me razumete, kaj govorim, ne? In gremo dol in gor, počasi. Veste, optimalno je, če partnerja lahko tako skupaj telovata, ker na ta način se med vama vzpostavi posebna, ljubeča zvest, ki še povečuje ljubezen do otroka, kar pa je zelo pomembno. Sparojena nakladačica je to, ti pa kot po maslu naleti. Ja, Gorazd, tudi jaz vam tebe zelo rada, ljubim te, Gorazd, veš. Rado, super. Škuk mi tole pa sastane. Jaz sem se trudil po svojih najboljših močeh, ti pikica moja. Au, malo bolj nežno, prosim. Sorry, no. Rada, veš, kaj bi te prosila? Tako me neki tlele, sem vsa zategnjena, a pa ti kaj to poštimal. Ni blema, veš, da tam na tek... Da stegnu to, kad je treba. Ja, pa saj ne moram verjeti, pa saj to ne moram verjeti, no, mislim... Dej, da te ne bo kapno. Sploh je pa to frizerski salon, zato se pete masirati kam drugam. Ja, kaj je zdaj? Aj naša Nancy mali busuna, ali kaj? Ej, ti pa začepi. Ne moram... Pa kaj se... Pa jaz sem en tak buter. Pikica, jaz sem en tak katene. Mislim, pa Jimmy, pa daj še mi hejte pa en fotoaparat, no. Kaj ti pa bo?
Ko ti pa po tebe že nam sliko, no, pa to je šibi, no, mislim, sem pozabil. Rado, Kaj? a boš mene fotkal? Kaj bi pa jaz tebe fotkal? Se nisi Pika Božič, ti se lepo temle gospodični posveti, pa bo vse najboljš, a ne? Se strinjam. Kreten. Evo me. Dej postavite se zdaj, no. Pet gre. Gre eno tako fino filmsko. Se tako lepim, pa. Šta? Ja, čakaj, zdaj pištolo, ki me nalista, veš, pa da se vidijo tele tvoje lepe lisičke. Takole, čakaj, zdaj bom tako padel, pa bom takole, pa ti pa kaži te lisice, da se vidi, da je čist policijska fora. Dobre, zdaj pa ti bo James Bondov, kaj sem pa dol, baba. Takole, spet babica. Ma kakšen Tarzan, da je cela opica. Pet sem, da vidimo. Da vidimo. Manjček. Joj, ful dober. Pazite zdaj, smo vsi pripravljeni, vemo, kako gre. Gospodična Ida, tako kot smo se zmenili, lepo, počas, jasno, otroci, vi jo gledate, tako kot na sestanku, kot je. Vi tudi, lepo prosim, Šura, mislim, da smo pripravljeni, lahko gremo. Gremo, v redu. Jan, ber se. Mir, tišina, gremo, ton. Teče. Kamera. Teče. 7 drugič. Action. No, kot vidite, je naša čokolada Anička najbolj prodana čokolada. Mami, kaj delaš tukaj? Ja, nič, jaz sem prišla, se veš, kje sem jaz tvoja tajnica, pa bi lahko mogoče še jaz malo igrala. Mami, prosim, pej strani scene! Poslušaj, zakaj pa ne bi mogla jaz igrati? Ker v reklami nastopamo samo otroci. Viš, ko sem pa odrasla tukaj. Ja, vem, sem jaz bi si lahko nadila tak čopek, a ne pa si bi bila čist nički. Mami, nisi izjema, prosim, pej strani. Ej, poslušaj, pa noben se ne bo v moji hiši drl name, a vas lahko prosim. Prosim, da lahko vsaj par besed spregovorim v miru, no, mislim. Poslušajte, klele, je vaša hči Aida je naročnik. Ja. Lepo vas prosim. Tle piše, v reklami nastopajo samo otroci. Ja, vem, mlade vem, osebe. Ja. In zato vas prosim, da se odstranite s scene. Prosim, da greste s scene. Jaz mislim, da vam bo žal zaradi tega, ker je ena taka blond oseba s takimi plavimi očmi bi čisto dobro pasala v reklamo, kakorkoli že. Stop. Zdaj bi pa še jaz nekaj povedala. Smem? Ja, seveda, Maja. Kar nadajem z besedo. Jaz sem zelo vesela, da se je tako končalo z našo družino. Mislila sem, da sploh ne bo izhoda, ampak po današnjem dnevu je vse drugače. Še posebej sem ponosna na tebe, oči. Vse si tako pogumen priznal. Res. Zdaj smo res prava družina, srečna in med nami ni več skrivnosti. Ena majhna skrivnost pa še ostaja, ne? Zdaj bi bila idealna priložnost, da jo razkriješ. A moram? Ne. Še ni konc. No prav, Rozi. Gremo do konca. Ja, Maja. Ja, ni škoda tvojih lepih lask. Kdaj si se ostrigla? Se to sploh ni važno. Važno je samo, da tega ne izdate gorazdo, jasno? Joj, tak srček si. Takoj pa še. A ne da? Zdaj pa počasi odpremo oči in se polni miru in veselja v
vrnemo v naš vsakdan. Hvala lepa, odlično vam je šlo, se vidimo naslednjič. Pa še ena stvar. Prispevki so prostovoljni, ne samo 8000 cit pa je najmanjša vsota. Prosim lepo. Prosti, Tina. Ja. Ali možno dobiti od Mojce avtogram? Tako mi je všeč. Res si želim, da... Ja, seveda ni problema. Boš dobila avtogram. Samo si že plačala prispevek? Joj, ne še. No, pol pa najprej prispevek, pol pa avtogram, ja. Gospa Mojca, vi ste naš guru. Mi vam zelo, zelo zaupamo. Z možem bi bila zelo vesela, če bi bila z nama pri porodu. Je to možno? Ja, seveda, seveda. Vse je mogoče, če se le hoče. Ja, če se hoče, pa če se plača. Mislim, normalno, lahko je Mojca zraven, samo to pride še dodatnih $35,000. Ni problema. Okej. Se tebi ne zdi, da malo pretiravaš s tem kešem? Mislim, mene bo že kar malo neroden na koncu. Da sploh ne govorim o tem, koliko mi bilo neroden, ker si idiota tlele z mene delala. Kakšnega idiota? Kaj pretirava? Dajta nehita se kregati otroka. Pa dej, mami, ja nisi slišala, kako je klatla o ne vem kakšni ljubezni med nama, prosim telefonom. Nije, a ne veš ti tega? Ta ljubezen med nama ne obstaja. Zakaj? Ker imam jaz rad Majo. Dej, utihano. Rajš poglej, koliko keša smo nabrali, pa nehi bluzi tlele brez veze, no. Prav skupaj pašta, Mančijo, ne? Ja. En prav lep par sta. Ok, dobro, vi ste ferti, lahko greste. Hvala. A veš, je škoda, da nista kar ta prav par. Ja. Ker tako fajn pašata skupaj. Dobro, dej, Majnica, kaj tle, še kaj za pospraviti ali kaj? Ja, za pomest je tale salon. Izvoli. A veš, kak Jack bom jaz? Moram mi policaj, ker bom pokazal te fotke. Jaz bom ta glaven Jack, mislim. Rado. Si mi lahko še kakšne druge fotke narediva? Če hočeš, jasno. Kakšne fotke? Lahko greva recimo na romantično večerjo in se tam pofotkava. Kdaj misliš, kje? Kako? Jaz sem takoj za kje? Povej. Če boš pa zelo priden, se lahko pa še po večerji. Pofotkava, ja. Jaz sem takoj za, greva. Pejva. Spucite. Pa ne to boginjo. Ma čakaj, ma kaj si misli ta baba blesava? Leki, Rado je moj. No, ne kar se ne nerviri, no. Se bo vse v redu, ti lepo posprav tale salon, pa bo. No, današnji dan je bil pa res nekaj koristnega in se je uspešno zaključil. Zato mislim, da nisem več tukaj potreben. Gospod župnik, najlepša hvala. Veliko ste nam pomagali. Bolj, kot si lahko mislite. Lahko noč, gospod župnik, jaz grem kar spat, jaz se na smrt zmatram. Noč, Janez. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Pa hvala za vse. Hvala vam, Rozi. Vi še sami ne veste, da ste pravzaprav vi največ naredili za to stvar. Največ ste nam pomagali, Rozi. Hvala. Lahko noč. Srečno. Lahko noč, gospod župnik. Še nekaj bi vas jaz sprašal. Pa ste vi prej resno mislili, da bi nam pomagali razkrinkati to mafijo? Seveda. Resno sem mislil. Dobro. Računamo na vas. Bova na zvezi. Se slišva. Lahko noč. Lahko noč. Jože, res smo veliko že danes govorili, ampak še enkrat bi ti rada iskreno, res iskreno čestitela za tvoj pogum in odkritost. Hvala, Štefi, hvala. Ampak ne vem, kako se bo vse skupaj končalo. To mi še najbolj skrbi. Zdi se mi, da se zdaj vse skupaj šele začenja. Mogoče bi ti pomagali to, če ti povem, da ti bomo stali ob strani. Vsi. Če bomo skupaj,
Smo nepremagljivi. Nepremagljivi. Jaz sem pa zdaj nepremagljivo utrujen, veš. Veš kaj, dragi moj? Zdi se mi, da se lahko malce pregrešiva. Če si kdaj zaslužil, si pa danes. A ja? Na konec te drame, pa na našo družino. S tem smo pa res presenetila, veš? Na zdravje naše družine. Stop! Stop je bil. Ja, jaz mislim, da smo posneli v redu. Pospravimo se, nekamo. Hvala lepa za danes. Režiser? Mene pa trajno zanima, kakšna je reklama. Bi si jo lahko gledali? Bi radi videli. Lahko dobimo monitor sem, prosim. Ja, kaj mene tudi zanima, sicer mene ni gor, ne, ampak so moji otroci. Otroci. Kaj bi mi brez otrok? Ja, gledajte, sicer je to video assist, kdo bo najslabš slika, ne, ampak vse. Lahko dobimo posnetek, prosim. Evo, tole je. Izvolite. Leto, lepo, ja, to, tisto, glej, kaj si fante naredil. Ja, a pa leto, Odlično. Pa to, ne vredi. No, vidite, to bo zdaj tako približen, ne, gospodična Ida, a vam je to všeč? Ja, meni je... Zelo všeč! Veste, kako se je meni tudi zelo všeč, ne? Meni pa nekaj manjka, nekaj resnega, odgovornega. To bo pa res posrečna reklama, ne? Tako otroško preprosta, duhovita, prav lepa. Okej, zdaj pa reklame. Debel za rokanje. Vsi tipi, ena navadna svinja. Ko je na živce. Vse, kar vidijo, sem te babe blesave seksi na avti. Pa še ta joškarca pika, kad cele dneve tam s temi zizami upleta. Te emocionalni debili pa itak ne štekajo nič drugega. S kakšnim guštom bi dala eno na gobec. Sem strašna. Kdaj ste tukaj? Nedolgo. Ej, sorry, Štefka, ampak mi imamo še zaprto, ne? S tabo sem se prišla pogovarjati. Pa ja? Ja, okej. Seveda, zdaj mi je jasno. Mami hoče razčistiti stvar do konca. Ampak to je lahko zelo nevarno. Nancy lahko našo družino dokončno reš ali pa dokončno uniči. Bomo videli. Se vidimo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo prav.